Dober dan in še vedno en hudo zimski pozdrav v naši februarski oddaji za zdravje. Erika Brajnik bo danes govorila o gastritisu, težavi, ki tare mnogo ljudi. Ampak naša priznana naturopatinja ima tudi danes za vas zanimivo rešitev. Erika, gastritis je pa težava, ki tare mnogo ljudi, a ne? Ja, absolutno. V tem mesecu februarju, kjer imamo pust, kjer imamo toliko tistih krofu in teh raznih dobrot, ki je kruh, ne, in je sladko, ne, in to dejansko je problem gastritisa. Torej, gastritis, vnetje želodčne sluznice, ki se kaže kot bolečina, kot pekoč občutek, pride se nabere zaradi sladkorja, presežki sladkorja. Kadar je pol vse skupaj že vneto, moti določena hrana, kakšna paprika, česen, kava, ne, takrat že oseba ne sme več tega uživati, ker ne more, ker preveč boli. Grozno pa je, da česen, ki je zdrav, oseba reče, jaz ga pa ne morem uživati in si misli, da je slab česen. Ma česen ni slab, je slab tvoj želodec, ker ne more, ker ne prenese česna. In takrat jaz svetujem, da se dobi en način aktivacije zdravja, ne, v telesu, tako da tudi če zvečer česen, če ga mi uživamo z vodo, krepi želodec in ima učinek za telo kot zdravilo, deluje kot antibiotik in kot antimikotik, tudi proti kandidi, helikobakterju in tako naprej. In krepi želodčne sluznice. Vendar, kdor ima to sluznico že razdraženo, ga ta česen moti in mu sili na bruhanje, mu sproži spakovanje in tako naprej. Zdaj, je treba dobiti samo pravo dozo. Če en majhen košček, torej da mi eno lunco česna zrezemo na koščke, če tvoj želodec prenese samo en majhen košček, dej tistega spiti vsak večer. Če prenese pol lunce, spi pol lunce. Če prenese eno lunco. Je pomembno, da si krepimo želodec na ta način. To zelo pomaga. Zdaj, vsak, ki pomisli na česen, pomisli na to Drakulo, na tega vampirja, ne, na ta prispodoba, ne, ki je zelo evropska in izvira sicer iz naše tradicije, ki je tudi vezana na evropsko tradicionalno medicino. Zakaj? Zato, ker naši predniki so vedeli in verjeli, da česen prečisti telo in da odganja tudi negativno energijo. Zdaj, naš želodec je tista prva točka, kjer svet, ki je okoli nas, vstopi v nas. Torej, mi hrano prežvečimo, presesekljati, asimilirati jo mora želodec. Torej, zunanji svet v notranjost. Isto, mi moramo prežvečiti določeno situacijo, pogoltniti eno določeno osebo. Ne? Vse to se ustavi ta stres tudi na želodcu. In kadar mi uživamo česen, nam sprovede spakovanje, zrak gre ven iz nas. Ta zrak je zdrav, zato ker je negativna energija, ki gre ven, ki se je nabrala cel dan od ljudi, ker so od te energije ljudi, ki jo mi zaužijemo, in mi se počistimo zvečer. Zato je zelo pomembno, da česen ga mi uživamo samega z vodo, ki je nevtralna, zvečer pred spanjem. Ker ima čisto drugi zdravilni učinek, kot da mi ga uživamo v kisu za solato. To je v redu, nima istega učinka kot sam z vodo, ker takrat bo deloval zdravilno. Je čisto drugače. Tako da to je ena zelo pomembna stvar. 75% ljudi na svetu, torej 3/4 ljudi na svetu, ima težavo vsaj enkrat v življenju z želodcem, z gastritisom, se mu vname želodčna sluznica. Zato veste. Tako da to je zelo aktualna zadevščina, tudi zaradi tega, ker je tudi emocionalno, ni samo fizično, smo zdaj malo razumeli, ne? Koliko otrok? Buba, črebušček, buba buši. Pri otrocih ta buši je dejansko 90% emocionalen, zato ker so določene situacije, ki so jim nelagodne, ampak so majhni in so v podrejeni vlogi in ne morejo povedati, da njim to ni všeč, da jim ni všeč, kako se obnaša mama, da se jim ni všeč, kako se obnaša ati in tako naprej. So lahko malenkosti, so lahko večje stvari, ampak dejansko se zrcali v
v želodcu. Tako da ta česen za samo pomoč doma je odlična. Torej ne smemo reči, meni jaz česna ne morem. Ne? To moramo pozabiti. Moramo dobiti način, kako. To je pomembno. Druga stvar pa, imamo nedoločene bakterije, ki delajo na sluzeh, sistemsko na sluzeh želodca in dejansko lahko mi vzamemo to kapsulo in pogoltnemo in dejansko bo te sluzi obnavljala in celila, ne? Da ne bo prišlo rane na želodcu in tako naprej. Kadar mi imamo razdražene sluzi želodca, takrat normalno poraste tudi Helicobacter pylori. Zakaj Helicobacter pylori je tako aktualen v razvitih državah? Zato, ker jemo več packari sladkorja, ker je presnova sladkorja napačna in zato, ker živimo v velikem stresu, ker je favorizirana po zakonu tudi izgorelost, ker mora en 55-letnik delati tudi po zakonu do 12 ur na dan, brez da bi ti zakon ščitil, da tega ne smeš, tole zlorabe so po zakonu dovoljene. In tako da dejansko se v razvitem svetu se to nabere, medtem ker drugje, kjer imajo sicer lahko manj denarja, živijo tudi malo bolj umirjeno, nimajo toliko teh težav, zato ker je že sama osnova želodca manj pod stresom in dejansko pol te sluzi ne pridejo razdražene v tem smislu. Kaj pa probiotiki lahko pomagajo? Točno to, te so te dobre bakterije, kjer dejansko delujejo sistemsko na sluzeh želodca in pomagajo. Koliko otrok ima težave z kariesom po ustih? Reče mamica, zakaj ima ta moj otrok toliko kariesa v ustih? Zaradi želodca. Zakaj? Zadah, zaradi želodca spet. Zakaj? Zato, ker če imamo nepravilen pH želodca, gre skozi požiralnik, pride gor in dejansko vpliva na pH ust, kjer lahko se nam tudi afte imamo, paradontozo, ima tudi lahko samo karies. Torej, takrat je zelo pametno, da te dobre bakterije tudi jih mažemo, opremo kapsulo, zvrnemo usta, razmažemo, ne, opremo in to je to. In dejansko razmažemo po ustih, zvečer, prej ko gremo spat, kadar imamo že umite zobe. In fajn je zato, ker skozi razkuži usta, razkuži požiralnik, pride v želodec, ima celo skozi sapnik, deluje še sistemsko na sluzeh pljuč, tako da v korona času ni boljšega. Zelo dobro uporabljam te bakterije tudi za razkužiti, če imamo srbeča ušesa, torej notranjost ušesa, če srbi, so še zmeraj porasten je pH nepravilen in takrat je tudi dobro mazati te seve bakterij usta, zato ker razkužijo cel del. Pa je določeno, kateri so ti sevi bakteriji? Ja, je en določen sev Saccharomyces boulardii, torej Axi boulardii, ki deluje sistemsko na sluzeh želodca, pljuč, požiralnika, ust in tako naprej. Torej odpravlja tudi paradontozo. Zato, ker vse pride favorizirano, zmeraj se moramo vprašati, zakaj, ne, mi v naturopatiji vedno, zakaj imamo paradontozo? Zato, ker uživamo preveč sladkorju, je pH želodca napačen in zato favorizira, da je pH ust tudi napačen in tako naprej, tako da se zalomi, prebava se začne v ustih, tako da se zalomi že tam v prvi instanci. To se pravi, čim manj stresa, čim manj sladkorja, čim manj druge nezdrave hrane, sicer se pa da pomagati, ne, Erika? Ja, zato ker več, ko imamo mi nezdrave hrane, več stresa doživljamo, ne? Tako da sej veste, pride 5 kav na dan, ja, me boli želodec. Ja, ampak tudi stres doživlja s tem, da te boli želodec. In to je tako sorazmerno, ne? Celo noč ne spi, zato ker te boli želodec in še več stresa. Tako da bolj pravilno in zdravo, ko uživamo, ko se prehranjujemo, boljše potem bomo tudi obvladali stres oziroma nasploh se nam bo dotaknil, ne? Erika, hvala lepa tudi za današnje informacije. Hvala vam.